Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o angelčkih. Ravno kar sem zaključila, pač v sredah imam mojo šolo, eno tako luštno skupino takih krasnih dam. V glavnem in smo začeli govoriti in smo govorili o angelih. In zdaj imam toliko energije, se nekaj še tale video posnamem, ker enostaven, čutim tako. Ja, glejte, v življenju je tako težko, če človek hoče vse sam narediti. Pač res je težko. In če prosiš za pomoč angele, koliko je bolj enostaven, koliko enostaven grejo stvari. Saj že veste, tisti, ki uporabljate angelne za parkirati, kako enostavno to gre, pač uporabljate. Prosite angelne, da vam pomagajo najti parkirno mesto, pa da vam najdejo, da vam pomagajo. Recimo, jaz grem od doma, pa rečem tako, angelni, zdaj pa rabim pomoč na cesti, prosim, da odstranite zajce, pa srne, pa policaje. A ja, pa norce, tega tudi ne rabim. Pač in se varno vozim okrog. Pač proste za pomoč. No, in prav iz knjige, Ko imajo duše žur, ravno kar sem dala ponatis, se pravi bo zdaj že drugi ponatis, se pravi prva izdaja 3000 izvodov, potem ponatis 3000 izvodov, prvi in zdaj je drugi ponatis. Tako da pač knjiga, ki jo ljudje poudarjajo, ki jo dajo naprej, ki enostavno pomaga dvigati vibracijo. No in zdaj lejte, tukaj noter so najbolj pomembni angeli in zdaj, če gledamo, angeli nam tako sporočajo preko števil. Recimo, se vozite po cesti, pa kar naprej videvate neke številke, vam kar skačejo v glavo. Ali pa vsak dan vidite, pogledate na uro ob 11 in 11 minut. Kaj vam v bistvu stvarstvo sporoča? Kaj vam angeli sporočajo? Recimo, če kar naprej videvate to 11 in 11 minut. To število vam prinaša nujno sporočilo, da vse, o čemer razmišljate v hipu, se uresniči, zato razmišljate le o tistem, kar si želite. In potem, če videvate kar naprej 2, 2, 2, 2, zaupajte, vse se ureja tako, kot je prav. In s tem, kakor se ureja, vsi vpleteni bodo blagoslovljeni, vse je v redu. Potem 3, 3, 3. Dobrohotni vnebovzeti mojstri vas obdajajo. Pač bodite pozorni, nisi sama, stvarstvo je okrog tebe, zaščitena si, vodena si, vse bo dobro. Ali pa recimo, če kar naprej štirice videvate, 4, 4, 4, je tako kot en zvonček, hej, mi smo tukaj, duhovni svet je tukaj, mi ti želimo pomagati. Pač niti treba vse narediti sam. Midva s Karlo sva tukaj, a vidite, Lili je tamle. Tako da v glavnem tele moje mucke so prav zanimive. No ali pa če gledamo naprej, 5, 5, 5. Na vseh področjih življenja se vam odvijajo velikanske spremembe. Potem 6, 6, 6. Ne skrbeti, tudi za materialno, vse bo v redu. In sploh, če videvate osemke, to je znak, ki pravi, da ste deležni vse denarne podpore vesolja. In potem, če videvate 7, 7, 7, končni rezultat bo presegel vsa vaša pričakovanja, predajte vse nebesom. In potem 9, 9, sprostite se, ste na koncu določenega obdobja, vse bo v redu, angeli bojo skrbeli za to, da greste lepo naprej v nov cikl, vse se bo dobro izteklo. No in zdaj, če pogledamo nad angel Mihael, nad angel Mihael ga prosite takrat, ko rabite tehnično podporo, ko nekaj crkne, ko računalnik nekaj dela, ko nekaj ne deluje tako, kot bi mogli. Pač prosite nad angela Mihaela, da vam pomaga, da tudi poreže eterične vezi, če vas določeni odnosi izčrpavajo. Nad angel Mihael je tisti, ki odstranjuje temne energije. Potem, če pogledamo naprej, nad angel Ariel. Ta je največkrat upodobljena ženska energija z levom, pa z rogom in siple obilje na zemljo. Povezana je z božjo močjo in tudi s pravico. Se pravi, v tvoje življenje prihaja vse tisto, kar je prav za tebe. Z milino nas nagovarja, naj spustimo vso temo, ki jo nosimo v srcu. Navdihuje vodje, ki ljudem pomagajo pri premiku naprej.
Potem naprej, če pogledamo, naslednji nadangel je nadangel Rafael. Recimo v Svetem pismu nadangel Rafael je bil spremljevalec od mladi Tobija, je šel k svojemu sorodniku po svojo ženo in tista ženska je bila okužena, obremenjena sedmimi demoni. In v bistvu nadangel Rafael je tisti, ki odstranjuje najbolj težke zadeve. Ozdravi naše finance, ozdravi naše telo, ozdravi naše odnose, ozdravi našo dušo. Nadangel Rafael pomaga takrat, ko je potrebno posebno zdravljenje, sodeluje z nebovzeto mojstrico materjo Marijo. V glavnem zdravilna energija, Božje zdravilo, tisti, ki zdravi. Potem, če pogledamo naprej, naslednji nadangel je Gabriel, tisti, ki nosi sporočila, Božja moč, Bog je moja moč. Nadangel Gabriel je prinesel sporočilo Mariji, ne boj se. Je bil tisti, ki je nagovoril Jezusa in je tisti, ki je Marijo Magdaleno, ki je prva prišla k Jezusu na govoru in spet ne boj se, govori o tem, pač okuženi smo strahom. Strah, itak se preko preteklih življenj v to našo energijsko polje tako zakodira strah, da potem smo nekako zvezani, ne upamo in nas duši vse to. In strah se usede na prsa, še dihati nam ne pusti, enostavno ne moramo iti naprej. Tako da, če veste, da imate za spustiti strah, prosite nadangela Rafaela, da vas ozdravi vsega strahu. Potem nadangel Uriel, Bog je moja luč, Božji angel. Nadangel Uriel osvetljuje pot naprej, pomaga nam osvetliti preteklost in čustva teme, ki nam preprečujejo, da bi zaživeli bolj izpolnjeno življenje. Zanimivo, kako je tale moja tema zavibrirala. Osvetljuje vse tisto, kar je temno iz preteklih življenj. In to vam povem, mi nosimo v tem energijskem zapisu tako vtis, da imamo dovolj dela, ampak res dovolj dela. In ta vtis se, recimo, če si predstavljate, kaj pomeni energijski vtis preteklega življenja. Če ste v enem od preteklih življenj umrli od lakote, se pravi, ste umrli v taki bolečini, nenormalni bolečini, se ta bolečina ne izniči s smrtjo, ampak jo prinesete v naslednje življenje. In v naslednjem življenju, potem, se pravi, to je lahko v tem, pojeste vse, kar vidite in se ne morete ustaviti in ne morete nehati jesti, ker enostavno imate mogoče zaobljubo iz enega od preteklih življenj, da nikdar več ne boste lačni. In potem papcate. No, potem je nadangel Džofiel, Božja lepota, deluje na kronsko čakro, povezan je z radostjo življenja, z lepoto in modrostjo. Prosim, usmeri mojo pozornost na Božjo lepoto stvarstva. Napolni moje življenje z radostjo. Pa potem naprej nadangel Kamuel, tisti, ki vidi Boga. Ljubeči angel, skozi ljubezen spodbuja lepoto v nas. Uravnava srčno čakro. Pa potem, če pogledamo naprej, nadangel, še ni Zadkiel, je Samael, Božja leva roka in je angel zaključka cikla, napredka, prenove. Se pravi, na nek način, tudi v nekaterih virih boste najdeli, da je to angel smrti, ampak v glavnem, prav je, da kakšna stvar umre, da se naredi prostor novemu, da se naredi prehod. Prav tale slika, ki je za mano, ko sem to slikala, ta slika, naslov te slike je prehod, portal. In bila je tudi zame osebni portal, ker ima na sredini tisti, ki te nekam na drugo stran potegne. In potem je tudi nadangel Zadkiel, angel vijoličnega plemena, ki ga pa dejansko pokličemo takrat, ko rabimo dodatno pomoč, takrat, ko je treba prečistiti odnose, takrat, ko je treba določene stvari spraviti v red. Se pravi, nadangel Zadkiel je angel spomina in angel čiščenja spominov.
Boleči spomini se zapisujejo na energijski odtis našega telesa in to je na DNK, tudi na DNK duše. In vam povem, da prav zdravilno molitvijo dekodiranja počistite te zapise. Tako da, ja, mogoče vzemite spet v roke knjigo, ko imajo duše žur. In pojmo zdaj na nekaj pozitivnih sporočil. Se pravi, stvarnik za to dušico, ki tole posluša, kaj je prav, kar je tisto, kar je prav, da ozavesti, da ve, da kakšno je zanjo sporočilo ta trenutek. Karte prehodu v novo dobo, da vidimo. 1, 2, 3 karte. Nova moč te čaka. Zavedaj se lastne moči, prepusti se božanskemu vodstvu. Nadangel Uriel, gledajte, prav čiščenje in čas za ljubezen. Ti si ljubljeni otrok stvarstva. Bom najprej ljubezen prebrala. Ti si ljubezen, v popolnosti sprejemaj svoje žensko telo. Brezpogojno sprejemaj vse stvarstvo in vse njegove oblike. Naj skozi tvoje odnose teče ljubezen. Ampak vsak odnos se začne z nami samimi. Se pravi, sebe pohvali. Ej, bejba, dober sem. A ne? Nehaj se kritizirati, nehaj sama sebe kaznovati, sama sebi govoriti slabe stvari. Začni sebe odevati v ljubezen. Naj čustveni strup zapusti tvoje telo. Nadangel Uriel, prosim, ozdravi moje čustvene rane. Naj se jeza, zamere, kritika, strah, ljubosumje, zagrenjenost, obup in sovraštvo napolnijo s tvojo pomočjo in naj se spremenijo v svetlobo. Tema nima več moči nad mano, prepuščam se tvojemu vodstvu. In nova moč. Čas je za novo moč. Glejte, ta nova moč, čas je, da narediš korak naprej. Dovolj je bilo zavlačevanja. Strah te zadržuje v nezadovoljstvu. Dovoljuj si občutiti moč. Zmoreš delovati. Deluj tako, kot si vodena. Prepusti se božanskemu vodstvu. No, da vidimo. Naslednje sporočilo, pa da vidimo, kaj je prav, da veš, da zavestiš. Se pravi, strah je tisti, ki te zadržuje. Čas je, da narediš korak naprej. Kaj je tisto, kamor te pelje tvoja duša? Kaj je prav, da tale dušica izve, ozavesti? Da vidimo, kaj je tisto, kar ti stvarco sporoča. Z nečim se boriš. Imaš vse ogromno ustvarjalne energije, ampak mogoče se nečesa oklepaš, nekje hočeš zmagati, nekaj je povezano z nekim materialnim, z nekim, mogoče zapis enega drugega življenja, mogoče z neko osebo. In ta oseba ti nosi projekcijo, ki ti kaže, kje je tvoja rana, kje je rana v tebi. Lih danes sem razmišljala, ko sem šla na sprehod, kako pomembno je, da odpremo roke za sprejemanje. Ker če ti želiš nekaj sprejeti, moraš, kakor ti držiš, tukaj not ne moreš dobiti vodo. Če želiš vodo zajeti, moraš razpreti dlani, da lahko priteče ta voda. Če želiš sprejeti, moraš odpreti dlani, odpri se. Če si oklepaš, če se držiš, ne moreš nič zajeti. In zdaj pomislite, če si žejen, ti moraš odpreti dlani, da lahko piješ. Ne moreš s tem, da stiskaš vodo, piti vodo. In ravno tako je s stvarstvom. Stvarstvo ti ne more dati, če stiskaš, če se oklepaš. Mogoče je čas, da kakšno stvar spustiš. In sploh tisti ljudje, ki ti kažejo projekcijo, ozavesti svoje rane. In naslednja stvar, dovoli, da jih pozdraviš, ampak potem, ko pa ljudje ti skačejo v glavo, tudi postavi meje. To je zelo pomembno, ne? In potem naslednja karta je, pa so tako lepe. Tvoja zavest se širi. Tvoja zavest je neverjetna, tvoja duša je neverjetna. In skozi ustvarjalnost, skozi radost boš našla svojo pot. Kaj je tisto, kar tebe osrečuje? Kaj je tisto, kar tvoja duša poje od sreče? Jaz ne vem, kaj se dogaja, ampak moje 2 mački sta živahni. In živahni sta zmerom takrat, ko se neke energije dogajajo. In ničnost. Ničnost je pa povezana s tem, da je kvantno polje. Se pravi, tvoje pričakovanje bo ustvarilo končni rezultat. O čem razmišljaš? To, česar ni,
razmišljaš, kaj je lahko, razmišljaš, kaj je tisto, s čemer se večji del tvojih misli ukvarja. In čas je, da sprejmeš, čas je za tvoj notranji razcvet, čas je, da začne po tvojem telesu teči ta prava energija, pač sprosti se in začne uživati v življenju, ker v tvoje življenje prihaja nekaj zelo, zelo novega. Je že na poti, ampak bo treba počakati en cikel. Zdaj, ta cikel je lahko povezan en mesec, en lunin cikel, lahko je povezan 9 mesecev, ena nosečnost, pač povezan je z nekim ciklom. Je že na poti, pač ta ženska je že noseča, ne? Se pravi, ni pa še rodila, ampak je pa naprej otrok na pustolovščini. Se pravi, tebe že čaka, je že pripravljen in zdaj, če iz tega razberem, saj ti, ki tole poslušaš, boš točno vedela, da tebi govorim. Ta trenutek se nečesa oklepaš, lahko je neka varnost, lahko je nek človek, lahko je nek odnos, lahko je nekaj materialnega, ampak v nečesa se oklepaš. In to ti kaže samo projekcijo tvojih ran. Se pravi, če imaš strah, itak ne boš spustila, ne? Ali pa če imaš zamere, itak ne boš spustila. Se pravi, kaže na to, da imaš v sebi neko bolečino, ki jo čas, da jo sprostiš. In začela boš pa sproščati skozi ustvarjalnost, skozi tvoj talent, skozi tvoj dar, s tem, kar si prišla opremljena na ta svet. In karkoli si boš zamislila, to bo enostavno nastalo, ker te stvarstvo podpira, ker tvoja zavest je tako neverjetna, da drugače ne more biti, kot da vse gre v ta pravo smer. No in potem, če pogledamo naprej, bodi pogumna, razcvet, nova energija te čaka. Tukaj je, na karti je, glejte, kako zanimivo, roža poganja iz kamnitega zida. Se pravi, roža lahko požene povsod. Pred tabo je novo obdobje, ti samo moraš zaupati, da bo to novo obdobje plodno, da bo poskrbljeno, da bo vse dobro, ker enostavno zate so pripravljeni darovi. In zanimivo, 2-krat si dobila potovanje, 2-krat je karta pustolovščina, otrok, ki gre proti Mavrici in potovanje. Mogoče je čas, da si vzameš nekaj časa zase, mogoče je čas, da narediš majčkeno odklopa, mogoče je res čas, da greš na neke počitnice, mogoče je čas, da rezerviraš počitnice, ne vem, razmisli, ampak očitno se neka notranja preobrazba dela skozi to, kamor te duša kliče. No ja, čistko, za Asizi imam še 3 mesta frej. Tako, če te slučajno pokrit, pa spet skopuh, oklepanje. 2-krat je povezano z oklepanjem. Se pravi, 2 karti sta prišli, boj in skopuh, oklepanje. Česa ne daš? Mogoče svojih prepričanj. Ja, saj smo vsi tako, saj pri nas je zmerom tako. Ne vem, dajmo pogledati še naslednje karte. Ful rada berem karte. Pač enostavno, to je tudi moja strast. A veste, kolikrat mi doma sedimo po kosilu in beremo karte? A veste, kolikrat? Pač to je toliko lepo, ker enostavno, ja, nekaj te kliče, napredek, svet, to, kar je na poti, ta nosečnost, ta ženska, ta cikel, to, kar te čaka, je že na poti. Samo počakati moraš. Ne moreš se temu izogniti, bo prišlo, tako kot noseča ženska bo rodila. In povezanje pa tisto, kar te zadržuje s tvojo podzavestjo. Z luno. Zanimivo, tudi tukaj je luna gor. Tvoja podzavest je tista, ki te drži nazaj. Ali pa tudi tvoj uspeh je v tvoji podzavesti, v tvojih talentih, v tvojih darovih. Da vidimo, kaj ti naprej sporoča. Wow, ful denarja prihaja v tvoje življenje. Nove ideje, mogoče celo zanimivo. Ko boš povezala materialno in duhovno, se bo zgodil čudež v tvojem življenju. Ampak očitno imaš stvari nekaj za sem počakati, da pridejo, ker boš dobila idejo, da čas pa počisti podzavest. Nove ideje, zanimivo. Nove ideje, ampak tako kraljevske ideje prihajajo. In če se ta trenutek počutiš preobremenjeno,
Preutrujeno je povezano s tem, da imaš v podzavesti nekaj. Nekaj te zadržuje iz, ne vem, preteklih življenj, iz podzavesti in zaradi tega ne moreš iti naprej. Imaš občutek, da si dotrajana, da je tako, da ne moreš več. Ja, v starih energijah ne moreš več, zato ker je čas za premik naprej. Ker ta premik naprej bo pa povezan direktno z denarjem, z obiranjem pridelkov. Tukaj, kar kažejo te karte, je povezano neka tvoja nova ideja z materialnim, z fizičnim preživetjem in očitno imaš ene stvari za neko novo idejo, imaš, jo boš dobila. In ena stvar, če boš šla po lažji poti, je pot, da se razumemo, ne moreš svaliti, ampak po lažji poti boš prišla do temnih oblakov. Izberi mogoče tisto pot, ker na prvi pogled je videti težja, ampak nosi svobodo. Tako da, ne vem, ti boš razumela, kaj ti govorim, ker tisto, kar je ta trenutek, pač so zanimive karte. Ta trenutek imaš občutek, da si prevezana, zavezana, da ne vidiš, da ne moreš. Ampak to, kar je povezan s tem, da ne vidiš, je povezan s tvojo podzavestjo. Se pravi, boš šla malo pogledati, kaj je v tvoji podzavesti, kako boš to naredila, mišični test resnice, začneš čistiti, ampak to, kar te čaka, je pa spet povezan s cikli, ampak te čaka čisto obilje. Čisto obilje. Od ljubezni do denarja. Čisto obilje. Tako da, čakajo te dobre stvari, ampak očitno tale lunca te malo gunca, podzavest. Danes je polna luna itak pomeče ven in če v teh dneh, ko ti meče polna luna ven, malo pregledaš, kaj ti je pometala ven, imaš mogoče odgovor, kaj imaš za počistiti. Kdo ti gre toliko na živce? Kaj ne moreš več? No, to je mogoče ključ do tvoje rešitve in ko boš to počistila, pa druga ni, kada pred tabo je boljše obdobje. Tako da, ja, ful uživam v tem. Uživam v tem, ker berem te karte in se mi zdi, da, no, glejte, saj delam v življenju samo te stvari, v čemer uživam in prav je, da tako delate tudi vi. Delajte tisto, kjer vam duša poje. To je najbolj pomemben. Vse dobro vam želim in ja, malo pozen je nastal tale video, ampak iz srca.